Prvi korak, ki ga bom naredil, je, da zbrišem vsa družbena omrežja. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go! Kje ste, dragi poslušalci članov? Danes, kot vidite, sem sam. Verjetno se sprašujete, zakaj. Sam sem zato, ker je Matej zbolel in opcije so bile dve. Prva opcija je bila, da epizode ni, druga opcija pa, da posnamem nekaj sam. In kot vidite, sem izbral drugo opcijo. In sprva nisem bil prepričan v to, ampak sem rekel, da se mi zdi taka zanimiva prilika, da z vami delim, skozi katere stvari sem šel ali pa skozi kaj sem šel v zadnjih 3 mesecih. Danes bo tekel pogovor o ciljih. Začel bom s tem, da sem si postavil leta 2021 en zelo zanimiv cilj. Odločil sem se, da bom do leta 2025 zaslužil 1 milijon evrov. In konec lanskega leta, torej novembra in decembra, sem začel ugotavljati, da ta cilj me pelje v, dajmo reči, propad. In zdaj ste se vprašali, zakaj. Ta cilj me je vodil v propad, ker sem delal res dosti stvari in v nobeni stvari nisem več videl nekega zadovoljstva. Mogoče ste to tudi dobro videli na podcastih. V glavnem ugotovil sem, da mojemu cilju, ki sem si ga postavil, torej 1 milijon do 2025, manjka nekaj zelo ključnega. In to je, da vem svoje poslanstvo. Verjetno tudi vsi veste že o tem poslanstvu. Poslušate z leve, desne, gor, dol, da bi mogel vsak imeti poslanstvo. Ampak mislim, da je to ful težko odkriti in ugotoviti, kaj je tvoje poslanstvo. In jaz se s tem borim že od vedno. Jaz ne vem, kaj je moj namen, kaj je moje poslanstvo in zakaj sem tu. In če se ti počutiš enako, ti bo mogoče moja ideja za leto 2024, kako se temu približati, pomagala. In to govorim zgolj iz svoje ideje in to je moja mišljenje, lahko tebi ne bo pomagalo. Pri poslanstvu imaš 4 opcije. Prva opcija je, da svoje poslanstvo veš že ob samem rojstvu. Jaz se klanjam tem ljudem, ki to vejo, tisti, ki ve, da bo pilot, tisti, ki ve, da bo astronaut, tisti, ki ve, da bo gasilec. Jaz bi tudi rad tako vedel in jaz žal nimam te sreče. Pol druga opcija je bila ta, da v bistvu poslanstvo odkriješ skozi stvari, ki jih počneš. Tako da delaš čim več stvari. In jaz sem to počel, torej postavil sem si nek monetaren cilj in proval iskati stvari, ki me bojo pripeljali do tega cilja. In jaz na tej poti svojega poslanstva nikakor nisem uspel najti. Pol je neka tretja opcija, ki se je tudi iskreno malo bojim, je, da poslanstva nimaš, ampak mislim, da temu ni tako. No, mogoče lahko poveš ti tle svoje mnenje in napišeš v komentar, če je to mogoče, jaz mislim, da ni. In pol je še četrta opcija in to je opcija, katero sem se jaz odločil, da bom zdaj ubral v letu 2024. Cilj je, da poiščem poslanstvo. Torej, zdaj vam bom povedal moj plan za 2024. Prvi korak, ki ga bom naredil, je, da zbrišem vsa družbena omrežja. TikTok, Instagram in vse ostalo. Moj telefon je praktično prazen. Opravljam samo klice in pošiljam sporočila. Zakaj se mi zdi to ok? Je zato, da dobiš svoj fokus nazaj. Ker vsaj pri sebi sem opazil, da telefon primem v roke vsakič, ko moji možgani pridejo do neke prepreke, ali vsakič, ko so za trenutek zdolgočaseni. Ampak jaz iskreno bi rad bil kdaj malo zdolgočasen in rad bi, da moji možgani iščejo rešitev za nek problem. Ne vem, kako bo to delovalo, vam bom povedal. Druga stvar, ki jo bom naredil, je to, da več berem. Zdi se mi, da mi manjka dosti znanja na različnih področjih. Od filozofije, od zgodovine, pa vse do kemije. In odločil sem se, da bom prebral vsaj 30 strani neke knjige na dan, ki me zanima in si delal zraven tudi zapiske. Torej, kar sem se naučil, bom tam pisal. Če bom delal nalogi, bom mogel tudi neke stvari računati, verjetno, kakorkoli, ampak definitivno bom več bral in se tudi učil. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da tudi več pišeš. Pisal bom zjutraj, pisal bom ob vsakem zanimivem pogovoru, pisal bom tudi, ko bom imel neko misel, ki me je zanimiva. Vsako stvar si bom zapisal in na tak način mislim, da si tudi sam sebi odvalim
neko misel z glave ali pa si celo olajšam življenje s tem, ko si stvar napišem. Tretja stvar je, da bom zdravo jedel. Zdaj, jaz že nekako zdravo jem, ampak bom dal še več fokusa na prehrano. Verjetno si bom poiskal tudi neko profesionalno pomoč, kakšno dieto bi mogel imeti ali pa kaj bi mogel jesti. Jaz definitivno se poslužujem tega, da ne jem nekih predelanih hran in da jem bolj neka osnovna živila. Ampak se mi zdi, da hrana je zelo pomembna, da deluje telo v nula. Naslednja stvar, mislim, da smo zdaj pri tretji ali četrti stvari, je, da hodim več na zrak in v naravo. Jaz mislim, da hoja sama po sebi ima res ful nekih dobrih učinkov. Vsaj pri sebi sem to opazil. Mene je hoja pripeljala čez break-up, čez vse živo. Pač jaz sem prehodil po mojem življenju ne vem koliko kilometrov, res dosti. Jaz grem hoditi vsaj enkrat ali dvakrat na dan, ampak bom probal še več. In zakaj? Zato, ker ko jaz hodim, se mi zdi, da ful dobro procesiram svoje misli in jih zlagam v predalčke. Tako da ja, več bom hodil, ne vem koliko bom lahko več hodil, ampak toliko, da ne bo preveč in da bo ravno prav. Tudi ko hodiš in se nekam usedeš na nek lep plac, lahko prakticiraš tudi to, da se umiriš in si v tistem trenutku, in temu pravijo, se mi zdi, da tudi čuječnost, torej da se umiriš, poslušaš malo morje, poslušaš ptičke, si v tistem trenutku prisoten in probaš uživati ta trenutek. Jaz mislim, da to se da definitivno aplicirati vedno v življenju, ampak ni tako enostavno. Treba pa je nekje začeti, tako bom jaz začel, da sem bolj prisoten v trenutkih. Naslednja stvar, ki mislim, da je tudi super, je to, da vsak dan naredim en trening. Ali bo to boks, ali bo to plavanje, ali bo to fitness, definitivno bom vsak dan naredil en trening. Zakaj mislim, da je to dobro zame? Je zato, ker imeti svoje telo v formi in se spotiti, mislim, da vedno dobro vpliva na te. Jaz mislim, da sem vam povedal, kakšni so moji plani za naslednje leto, in jaz mislim, da s tem, ko bom opravljal te stvari, ki sem si jih zadal, bom imel možnost, da se v bistvu ostrim na dosti področjih in spotoma bom našel, zakaj sem tu. Tako nekako. Torej, da se pripravljam neko zdravo podlago in da bo ta cilj, s tem, ko bom prisoten, s tem, ko bom razmišljal o teh stvareh, si jih pisal, bo nekako ta stvar privrela na dan. To je moj plan. Upam, da ti bo kaj od tega prišlo prav. Seveda moraš vedeti, da je to samo moje mnenje, moj plan. Če se ti zdi zanimiv ali da ga lahko uporabiš, napiši v komentar ali pa napiši karkoli, kar se ti zdi. Tako da ja, evo, to je vse z moje strani in lep dan. Se vidimo. Čau.